Stvari se spreminjajo, menjujejo svoje oblike in sestavo. Gore in kamnine preperevajo. Spreminjajo jih čas, podnebje in trenje elementov. Iz gorovi in skal se lomijo koščki, nastanejo grušč, drobljenec, na koncu gramoz, pesek in ilovica. Najfinejše drobljene delce naplavlja voda, mešajo se, posedajo in nalagajo. Ustvarjajo ilovico. Ilovnato dno je s svojo značilno obarvanostjo, s primešanimi minerali železa, rodovitna njiva. Zgodovina človeštva je neločljivo povezana z ilovico. On sam je nastal iz ilovice, govorijo različne kulture. Ilovica, prasnov človeške kulture. Iz nje je človek na vseh celinah oblikoval podobe, orodja in posode, si gradil hiše in cela mesta. Še danes živi več kot polovica človeštva v hišah iz ilovice. Prastaro, vendar moderno, ilovica kot gradbeni material. Avtor filma Vladim Jendrejko. V Evropi je gradnja z ilovico tako stara, kot naselitev same celine. Glede na področje, klimo in regionalne posebnosti dna so nastale različne ilovnate tehnike in načini gradnje. Vendar je najbolj razširjen gradbeni material pri nas z industrializacijo praktično izginil. Zaradi pomanjkanja energije in materialov so ga po svetovnih vojnah ponekod ponovno začeli uporabljati, nato pa so nanj kmalu pozabili. Veliko starih stanovanjskih hiš stoji še danes. In le kdo bi lahko predvideval, da je za tako lepo ometanimi fasadami tako prastar in vsestranski gradbeni material. Potrebno je reči, da ima ilovica takšne lastnosti, kot jih nima noben drugi gradbeni material. Je gradbeni material, ki se ne veže kot apno, kot beton, ampak se lepo suši. Ko ga navlažimo, postane spet plastičen, voljan in zaradi tega uporaben. Odprejo se možnosti od umetniškega oblikovanja do izolacije in shranjevanja toplote. In prav to so bile lastnosti, ki so jih ljudje pri gradnji že od nekdaj s pridom uporabljali. V Franciji, blizu Lyona in Grenobla, še danes obstaja celo področje ilovnatih hiš, ki so ostale odlično ohranjene skozi čas. Alors, il y a un proverbe qui dit chez nous que les maisons qui sont construites en terre. Es gibt bei uns hier ein Sprichwort. Häuser aus Lehm. Pri nas obstaja pregovor.
Hiše iz ilovice potrebujejo velik klobuk in dobre škornje. Butana ilovica je trajna le, če se preveč ne navlaži. Velik klobuk je torej naprej moleča streha, zato da dež ne zmoči sten. To je velik klobuk. sodass kein Regen auf die Mauern gelangt. Sur les murs. Donc voilà le grand chapeau. Das also ist der große Hut. Kar se tiče dobrih škornjev, to je temelj iz kamnov, ki odvrača zemeljsko vlago, da bi se kapilarno dvigala po ilovnatih stenah. Način gradnje v osnovi ustreza današnji tehniki gradnje z opaži za beton, le da se dela z ilovico. Betonverschalungstechnik. Nur dass eben mit Lehm gearbeitet wurde. Večina teh zgradb je starih med 200 in 400 let. Nekatere izvirajo celo iz 12. stoletja in še danes izpolnjujejo svojo vlogo. Tukaj najdemo iz ilovice zgrajene dvorce in hiše za gospodo in tudi domačije, tovarne in cerkve. Ilovica je bila gradbeni material cela obdobja. V zadnjih letih se je nekaj arhitektov in inženirjev lotilo ponovnega odkrivanja starega znanja o gradnji z ilovico in ga kombiniralo z današnjimi odkritji ter gradbenimi tehnikami. Ilovnata hiša se od klasične kamnite gradnje razlikuje, kot se razlikuje usnjeni čevelj od gumijastega škornja, meni arhitekt teh hiš. Tako od zunaj kot od znotraj očarajo številni moderni koncepti iz ilovice z mnogimi možnostmi estetskega oblikovanja in s prijetno toplino. Obiskala sem druge ilovnate hiše in všeč so mi bile. In kar mi je bilo zelo všeč, je razgibanost v različnih ilovnatih slojih. Jaz jih pogosto imenujem moja obala in potem veselje, da je zemlja moja. To je zame najpomembnejše. Moderno oblikovanje starodavnim gradbenim materialom. Pogosto je to delo s preprostimi, nekonvencionalnimi orodji in metodami. Vendar ta preprostost ne razkrije svoje mikavnosti samo pri delu. V deželni bolnišnici pri Feldkirchnu v avstrijskem Vorarlbergu stoji 180 metrov dolga butana ilovnata stena. Zasnovana je kot stena za shranjevanje energije, shranjuje sončno toploto in uravnava zračno vlago. Stena je narejena iz izkopanih materialov te zgradbe. Ko smo delali globoko garažo, smo material, ki smo ga izkopali, presejali in premešali z drobci opeke in barvnimi nijansami. To mešanico vlažne zemlje smo nato vsuli v opaž, ki je bil pritrjen neposredno na betonski konstrukcijski zid te zgradbe. Vlažno zdrobljeno maso smo zbili z napravo na stisnjen zrak. Opaž smo nato takoj odstranili in vtisnili še različne strukture, vzorce. V kratkem času je postala stena trda in suha.
Barvita nasutja v ilovnatih plasteh ponazarjajo delovni proces in spominjajo na nastajanje sedimentov in skal. S tem se krog do izvora materiala ponovno zaključi. Die Lehmbauarchitektur heute sehe also leider, dass es oft Danes se arhitekturi z ilovico dela zelo velika krivica, ker se jim mnogokrat pripisuje pravljični značaj. zurück zur Natur, zurück also zu alten schönen Zeiten und eher dieses Anahronistično mišljenje, da gradnja z ilovico dobro zgleda v smislu nazaj k naravi, nazaj k dobrim starim časom, k udobju, me zelo moti. Pri mojem delu se vidi, da poskušam gradnji z ilovico dati nove izrazne oblike, ker vidim, da ima gradnja z ilovico možnosti le tedaj, če jo transformiramo v današnji čas. To pomeni, da med seboj kombiniramo ekološko primerne materiale, a hkrati ne izključujemo uporabe železa in betona. Smiselna, racionalna in skladna uporaba različnih materialov je zame velikega pomena. ausschließe. Eben diese sinnvolle, vernünftige Verbindung dieser Materialien ist für mich sehr von Bedeutung. Tlačena ilovnata stena v pomanjšanem formatu so masivne ilovnate plošče, ki jih izdeluje Martin Rauch v različnih formatih na svoji hidravlični stiskalnici. Kot se jih uporablja kot snov, akumulator toplote ali nežgane pečnice v notranjem prostoru. Take ilovnate ploščice, kot tudi masivna ilovica, so lahko vgrajeni tako v zaprtem kot zunanjem prostoru. Pri zunanjih stenah ogrevanih prostorov se tako v času izolacijskih materialov in koeficientov postavlja vprašanje o izolativnosti, toplotne prehodnosti. Pri tlačeni gradnji z ilovico je seveda jasno, če gledamo samo kvadratni meter zidu, zgrajenega iz ilovice, vedno ne dosegamo predpisanih norm. Seveda to ne pomeni, da to ignoriram. Zame je pomembna celotna poraba energije za celotno hišo, od potrebne energije za pripravo osnovnega materiala, transport, gradnjo, uporabo in ne nazadnje razgradnje objekta, vso energijo, ki tiči v objektu. Vse to je potrebno vzeti kot celotno globalno porabo energije in to upoštevati. Smisel za norme ali K vrednosti vidim le kot priporočilo ali smernico. Vedno pravim, da prestroge norme in pravila preprečujejo inovacijo in razvoj in tukaj je potrebno najti pravo mero. Vielfach Innovationen. Und da muss man also wirklich ein richtiges Maß finden. Tudi v obsežnih pokrajinah Turingen in Saška so zgrajene cele vasi iz ilovice. Ob zelo razširjeni predalčni gradnji so tukaj običajne tudi druge tlačne tehnike gradnje z ilovico. Ilovico so na primer pomešali s slamo, jo nanesli v plasteh in jo z ostro nabrušeno lopatico porezali in zatlačili. Danes ima na teh območjih ilovica pomen predvsem pri restavriranju in vzdrževanju kulturnih spomenikov. Imeli smo veliko prednost, da po vojni ni bilo toliko finančnih sredstev kot v drugih pokrajinah, da bi te hiše odstranili in zgradili nove. Zato smo jim samo zagotavljali borno preživetje, zdaj pa so poškodbe že tolikšne, da bo nujno kaj storiti. Aber nun sind eben doch die Schäden so hoch und so groß, dass man also daran gehen muss, unbedingt was zu machen. Slamo za gradnjo z ilovico so poželi 14 dni prej, preden je dozorelo žito, ker se do takrat v njej še niso razvili mikroorganizmi in je tako slama močnejša. V ilovici deluje slama enako kot železo v betonu, kot armatura, in ilovica jo še dobro konzervira. Ljudje so že davno vedeli, da je mešanica slame in ilovice primerna kot toplotna izolacija, akumulator toplote, kar vpliva na klimo v prostoru.
In ne nazadnje, obdelava slame z ilovico ali ilovice s slamo, kot želite to imenovati, ostaja enostavno, a učinkovita. Izpolnitev enega polja v predalčni stavbi ni noben problem, niti za priučenega ljubitelja. In da take predalčne stavbe iz ilovice ne izgledajo dolgočasno, se vidi ob bližnjem pogledu. Obstaja veliko načinov oblikovanja površin. Viele Möglichkeiten der Gestaltung solcher Außenflächen. Les in ilovica smiselno dopolnjevanje, vseeno ali kot stavbna zapuščina ali moderna gradnja. Ta mešanica je nastala iz ilovice, vode in lesnih sekancev. Mešanico je mogoče oblikovati v zidake, čerpič, če je le dovolj pridnih rok. Oblikovani zidaki iz ilovice in sekancev so na prostem na svežem zraku običajno posušeni v 14 dneh in se jih lahko vgradi v predalčje. Drugi način vgradnje lesno-ilovnate zmesi je drsni opaž, podobno kot pri vgradnji s teptanjem. Ti zidovi so sicer samostojni, vendar potrebujejo, za razliko od teptanih ilovnatih zidov, dodatno nosilno konstrukcijo kot skelet. Ja, in meinem Haus werden die Außenwände. V moji hiši so stene grajene iz ilovice, tiste oddaljene od pobočja. Tiste, ki so v stiku pobočjem in zemljo, pa so grajene iz opeke. Und die Innenwände werden mit Lehm gebaut. Notranje predelne stene so zgrajene iz masivnih ilovnatih zidakov. Tudi ometi bodo iz ilovice. V stropno konstrukcijo bodo vgrajeni masivni zidaki iz ilovice. V talno konstrukcijo, ki ima stik z zemljo, pride plast izolacije in potem nekoč estrih iz ilovice. Da bi povečali izolacijo ilovici, se v zadnjem času uporablja tudi druge naravne materiale, kot dodatek v zmeseh. Delavnica za usposabljanje prizadetih v Centru za epilepsijo Kelkorku pri Offenburgu zbira po celotni Nemčiji plutovinaste zamaške, ki so običajno končali v smeteh. Zamaške prezračijo in odstranijo tujke ter nato predelajo v granulat različnih dimenzij. Granulat plute se neposredno uporablja za izolirni nasip na podstrešju, konstrukciji vodnih sten ali lesene pode v leseni gradnji. Drugače pa se lahko uporablja kot dodatek z zelo dobrimi izolacijskimi lastnostmi v zidakih iz ilovice. Veliko invalidov Centra za epileptike najde pri preprosti izdelavi zidakov iz ilovice in plute smiselno področje dela.
Tudi za zidake, pluta ilovica je potrebna nosilna konstrukcija. V moderni gradnji ni mogoče prezreti prednarejenih elementov iz ilovice. V severni Nemčiji se pogosto vgrajujejo gotovi elementi iz slame in gline, da se zaradi hladnejše klime obide daljše sušenje, ki je potrebno za mokro vgradnjo. Te z ilovico vezane slamnate elemente je enostavno povezati z vijaki. Stabilnost daje lesen okvir, močni štirirobni stebri dajo stabilnost celotni steni. Včasih je bilo običajno, da so ilovnate stene ometali z ilovnatim ometom. Slednje danes zopet pridobiva na priljubljenosti. Tako ilovici primešajo različne snovi, kot so slama, lan ali sirotko, da se površina učvrsti pred vremenskimi vplivi in drgnjenjem. Neposredno se lahko še na vlažno ilovico izvede prvi premaz z gašenim apnom ali s kazeinsko barvo, ki se tako dobro poveže z ometom. Ob tradicionalni obdelavi obstajajo danes tudi moderni pripomočki za nanos notranjih in zunanjih ometov. Kot običajno pri konvencionalnem ometu se tudi ilovnati omet iz mešalca prečrpava po cevovodu in mestoma nanaša na želene površine. Za povečanje oprijemljivosti in armiranje ilovnatega ometa se lahko nanašajo tudi juta in vezivne mreže. Ilovnat omet se zelo dobro veže z drugimi materiali. Lehm verhält sich sehr gut in Verbindung mit anderen Materialien. Smo v modernem vrstnem naselju. Z ilovico lahko ometavamo grobe kamnite zidove, betonske obloge in betonske zidove. Ilovico lahko nanašamo na izolacijo, na heraklitne plošče ali pluto. Ilovico lahko nanašamo tudi na siporeks ali apneni peščenec. Omet drži brez problemov. Oprijemljivost ilovice je zelo velika. Ilovica je tudi prožna in lepša za obdelavo. Poznam več ometov, ilovnatega in druge težje vrste ometov. Na ta način je mogoče prostorsko klimo v sicer sterilnih prostorih nekoliko popraviti in poživiti. Prav tako ne drži, kot se mnogi ljudje bojijo. Ali ilovica drži na steni in ne pade dol? Ravno nasprotno. Ko se posuši, drži zelo dobro in za bivalno klimo prinaša veliko prednosti pred drugimi ometi. Na primer, uravnava zračno vlago, razstruplja in absorbira vonjave. Če izvajate prenovo, lahko ilovice navlažite z vodo. Ilovico lahko nato odstranite, zmešate in ponovno uporabite.
Pomembno vlogo ima ilovnati omet tudi pri sanaciji starih zgradb, kjer se idealno veže s starimi materiali in lesnimi strukturami ter dobro konzervira les. Glede na želeni učinek je možno dodajati različne dodatne materiale, na primer celulozne kosmiče, ki zelo izboljšajo njegovo prožnost. Iz barvnih peskov in tonov nastanejo pokrivni ometi, ki jih ni potrebno pleskati. Ko po več letih nekoliko zbledijo, se lahko osvežijo z vlažno gobo in že je njihova prvotna barvitost spet dosežena. Če se na ilovnati omet nanašajo ploščice, se na omet predhodno nanese mešanico lanenih olj z dodatki. Na ta način držijo ploščice tudi z običajnimi lepili za ploščice. V tem kongresnem centru v Amsterdamu je bilo na stene naneseno več kot 4500 kvadratnih metrov barvnih ilovnatih ometov. Tako niso izdelani samo konferenčni in dnevni prostori, temveč tudi prostori za zdravniško prakso. Prostori za terapije in pisarne pa so dobili z barvnimi odtenki fine ilovice bolj življenjski in dekorativni videz. Razvojni laboratorij za eksperimentalno gradnjo Univerze v Kaslu ima kar nekaj tradicije na področju raziskav gradnje z ilovico. Različni postopki uporabe ilovice in vzorci materialov se tu že leta testirajo na vpliv vetra in vremena. Vzrok, da se po 17 letih še vedno ukvarjam z ilovnatimi materiali, je pravzaprav posebna osebna izkušnja. Dlje, ko stanujem v ilovnatih hišah, bolj odkrivam kaj novega. Na primer, 8 let sem meril zračno vlago v svoji hiši in ugotovil, da niha le za plus minus 5%. Und festgestellt, dass sie das ganze Jahr über 50% schwankt, plus minus 5%. V moji ilovnati kopalnici je ogledalo že po 3 do 4 minutah spet čisto, kljub temu, da so okna in vrata zaprta. V normalni kopalnici s ploščicami traja to 3/4 ure. Primerjali smo in ugotovili, da ilovica v primerjavi z opeko sprejme 10 do 30krat več zračne vlage, če je zrak zelo vlažen, in prav tako vlago hitro oddaja, če je zrak suh. Uravnava vlago v prostoru in kar me je najbolj prevzelo, na lastnem telesu sem preizkusil, da v takih prostorih praktično nimam več prehlada. Kar je tudi pomembno in mnogi ne vedo, je, da je življenje v taki hiši normalno. Kjerkoli lahko vrtate zatiče, zidne vložke, kuhinjske regale lahko poljubno obešate. V svoji pisarni imam knjižni regal, kjer je obtežba več kot 300 kg na enem zidnem vložku. To zares ni noben problem. Prednosti tega materiala niso edino, zaradi česar je postal privlačen.
Tudi brez strojne obdelave se lahko obdeluje, z enostavnimi orodji seveda, bolj delovno intenzivno. In prav to naredi gradnjo z ilovnatimi materiali, s preprostimi tehničnimi pripomočki v zadnjih letih posebej zanimivo. Predvsem pri projektih, ki so povezani s pridobivanjem delovne sile oziroma tako imenovanimi ABM projekti. Primer je pobuda za ekološko zaposlovanje Krumenhagen pri Stralsundu, kratko imenovana UBI. Ustanovljena je bila leta 1991 s ciljem najti izhode iz gospodarskega in kulturnega zatona tega kraja. Pomembno področje tega večplastnega projekta je ilovnata gradnja. Zlasti pri zaščiti spomenikov je možno še veliko narediti. Tu se obnavlja star ilovnatomet v zakristiji cerkve Grosmur. Če opazujemo situacijo v zadnjih 5 letih, ugotovimo, da je zaradi gospodarskih sprememb veliko ljudi brez zaposlitve. Nezaposlenost je 30–40%. Kljub temu je bilo s pomočjo zavodov doseženo zavidljivo zaposlovanje z našim inovativnim projektom, ki je po dimenzijah nenavaden. 130 zaposlenih dela pri krajevnem projektu. Kriza je tako povzročila dodatno zaposlenost, kar je koristno v tej situaciji. Naslednje področje projekta je izdelava ilovnatih zidakov. Izdelki, ki nastajajo v projektu, najdejo v vsej severni Nemčiji odjemalce. Surovi ilovnati zidaki se stiskajo hidravlično. Sušijo se neposredno na paleti in na svežem zraku. Uspelo nam je zaposliti veliko ljudi, za kar nam je okolje hvaležno. Prav tako so zelo veseli tudi ljudje, ki jih lahko vsaj začasno rešimo nezaposlenosti. To je mogoče z zelo nizkim tehničnim nivojem, z enostavnimi tehničnimi orodji. Prav tako nismo izgubili cilja izpred oči in to je zagotoviti gospodarnost. To pomeni, da se mora mehanizirati, da bi lahko izdelali boljše gradbene materiale, uporabili več tehničnih orodij, na ta način se bo seveda nezaposlenost v prihodnje zmanjšala in priklicala dodatne podobne projekte. Podjetja, ki proizvajajo s tradicionalno tehnologijo, so v prednosti, ker imajo za proizvodnjo večjih serij že ustrezno strojno infrastrukturo. Opekarna Mur v Emerichu lahko v primeru potrebe požene svoje starejše obrate in uspešno proizvaja ilovnate zidake. Kilovici primešajo lesno žagovino in slamo, transportirajo v mešalnik, v katerem se popolnoma avtomatično celota dobro pregnete in kot taka v nadaljevanju oblikuje v zidake izbranih dimenzij. Zidake nato osušujejo z odvečno toploto opekarskih peči. Končno se leti transportirajo v odlagališče po regionalnem sistemu in se skladiščijo skupno z ostalimi gradbenimi proizvodi. Kot taki so ponujeni trgu oziroma graditeljem v prosti prodaji. Predizdelava novih gradbenih elementov iz ilovice je namenjena gradbeni industriji in samograditeljem. Glineni gradbeni elementi so cenovno primerljivi s konvencionalnimi gradbenimi materiali. Vsak gradbeni izvajalec lahko v opekarni kupi ilovnate produkte in jih uporabi pri gradnji zgradb po lastni presoji. Ti so izdelani iz surovin preverjene kakovosti. Ilovnati izdelki so po ceni, kakovosti in lastnostih zagotovo primerljivi s konvencionalnimi gradbenimi materiali. Za proizvodnjo zidakov moramo predvideti nekoliko višjo ceno, ker je proizvodnja še v manjših količinah in še ni prešla v množično proizvodnjo.
Pri pripravljenih suhih ometih ilovice v vrečah je cena podobna kot pri drugih pripravljenih maltah v trgovini. Če pa imamo možnost, da k stranki pripeljemo ilovico, namenjeno za omet ali gradnjo z običajno zemeljsko vlažnostjo v razsutem stanju, je cena te ilovice samo tretjino cene običajne sušene ilovice v vrečah. Potrebe po gradbenih materialih za takojšnje vgrajevanje, končni produkti, se v gradbeništvu povečujejo. To potrjuje tudi vedno večja tehnološka prilagojenost in pripravljenost naprav v pekarni Mur. Pričujočo linijsko napravo je zasnoval in razvil gospod Peter Breidenbach in služi za proizvodnjo ilovnatih plošč. Iz mrežastih jutastih trakov, bal, sekancev slame in ilovice se sestoji zmes mešanice, ki se strojno in avtomatsko nanaša na slojni neskončni trak. Ta nanos avtomatsko poteka skozi sušilne kanale, komore, do končnega razreza plošč po poljubnih dimenzijah. Ilovnate vezne plošče se lahko uporabljajo kot plošče za opaže, za suho montažo, za suhomontažne stenske omet in za izdelovanje zgubljenega opaža in končno za oblaganje spuščenih stropov. Kot vse konvencionalne plošče je tudi te možno zgladiti med spoji ali pa vso površino obloge prevleči s tanko plastjo lopatične mase in jih po potrebi tudi prepleskati. V skrbi za trajen tehnološki razvoj, za vse splošno uporabo v gradbeništvu, se uporaba neprestano razširja na ostale faze suhomontažnih del. Vedno bolj se poskuša z uporabo teh plošč nadomestiti in zamenjati klasične apneno-cementne in apneno-mavčne omete in so vsekakor bolj ekološki in ekonomsko upravičeni. Tukaj sta vidna silosa, v katerih se nahaja vezni material ilovica in v drugem poseben pesek, kot dodatek, ki sta z izsipom speljana v avtomatski mešalnik s kontroliranimi posameznimi utežmi oziroma deli agregata. Nadalje se primeša točno določena količina vode v težnostnem razmerju. Mešanje agregata v mešalcu traja 2 minuti. Ilovnati agregat se nato s črpalko transportira v zgradbo na mesto vgradnje. Velika prednost je v tem, da lahko pripravljeno mešanico, ko končamo z delom, pustimo preko noči v ceveh in se ne strdi, kot v primeru uporabljenih drugih materialov. Naslednji dan lahko brez posebnih posegov nadaljujemo z nanašanjem. S temi napravami lahko pripravljamo tudi druge mešanice in smo tako konkurenčni v vseh primerih, kot na primer pri ometih, sestavljenih na osnovi mineralnih sestavin. Pri tej zgradbi smo uporabili 2 različni tehniki dela z ilovico. Eno z zidaki različnih oblik in velikosti in drugo kot gradnjo stene z ilovico. Pri drugi smo pri tlačenju dodajali v mešanico tudi lesne sekance. Enostavno tudi zato, ker imamo v Schwarzwaldu dovolj lesne surovine, ki je odpadni material lesne industrije. To so gradbeni materiali, ki so krajevno zelo razširjeni in dodali smo tudi barvne elemente, ki tukaj obstajajo. Posebnost te zgradbe je, da so bili uporabljeni ti materiali, da bi lahko ponudili to zgradbo kot hišo na ključ, le z materiali na čisto ekološki osnovi. To se pravi, da je ta zgradba v ponudbi s fiksno ceno kot ekološka hiša na ključ. Da gradnja iz ilovice ni le eksperimentiranje gradbincev z enodružinskimi hišami, kaže primer postavitve te uporabne 4-družinske ekološke hiše, ki je bila zgrajena v enaki tehniki in z enakimi ekološkimi materiali. Gradnja iz gline je zahvaljujoč tem naravnim virom zelo zdrava za bivanje, na drugi strani pa zelo poučna. V velikih mestih so se že organizirale različne interesne skupine v društva, v višjih šolah so bili že organizirani različni seminarji in delavnice na temo, kako koristno in vsestransko je učinkovita uporaba gline v gradbeništvu. Udeleženci se lahko naučijo preko laboratorijskih raziskav, ročnega otipavanja ilovnate mase in drugih pridobljenih specifičnih lastnosti, pravilno uporabiti ta že v preteklosti vsesplošno uporaben naravni material. Razen tega gre za raznovrstnost organskih sestavin in mineralnih dodatkov, ki dajejo ilovici univerzalne sposobnosti.
V letih 1971, ko so bile DIN norme za glavne in pomožne materiale iz ilovice črtane, so predčasno, zaradi pozornosti zanesenjakov, uvedli za te materiale z enkratnimi lastnostmi na ravni Inštituta analize in preskušanja fizikalnih lastnosti v vseh dimenzijah. Temu ilovnatemu gradbenemu materialu je dodati podatke o primerljivih lastnostih že utečenih konvencionalnih gradbenih materialov. S pomočjo vzorčnih valnih teles so določili njih vlažnost, toplotno prevodnost in vrednost akumulacijske toplote, kot jih tudi obremenili na pritisk, natek in v mešanici povezave slamo na uklon. Glede na konsistenco ilovice z različnimi naravnimi dodatki so dosežene tudi mejne vrednosti, ki izkazujejo pogostokrat veliko prednost pred sedaj uporabljenimi materiali. Ker se ti otroci danes učijo o ravnanju s starimi gradbenimi materiali, bodo morda kasneje zase ali za druge s pridom uporabili to znanje pri sanaciji starih hiš in bivališč, kot morda tudi pri razvoju arhitektonsko razvitih novih modernih formah, primernih današnjemu času udobnih bivališč. Ta ateljejska hiša arhitektov Ute Schauer in Franza Volharda, ki je locirana v Darmstadtu, kaže, da ilovica kot gradbeni material ni uporabna le za gradnjo hiš tradicionalnih oblik. Svoje mesto najde tudi v moderni arhitekturi sodobnega kova. Zaradi njene nesporne kakovosti je uporabna tudi za oblikovanje arhitekture v prihodnosti. Poizkusiti moramo kar se da skrajšati krožni tok uporabljenih materialov in graditi trajnostno ter brez hipotek, kar bo dobro za prihodnost naših otrok. Da bi gradnjo iz ilovice še pospešili, moramo pojasnjevati njene prednosti. Predvsem pa je potrebno tudi čimprej realizirati v praksi in s tem dokazati njeno ekonomičnost in ekološko upravičenost. Narediti torej, narediti. Le ciment est un matériau mort. Cement predstavlja mrtev material, ilovica živega. Če želimo žive stene, žive hiše in pokrajino, potem moramo uporabiti živi material. Ilovica je topla in ilovica je živa. Und Lehm ist lebendig.